En lep pozdrav, sem Mihael Žmahar iz Duhovnega ateljeja Potovanje duše. Evo in danes je zopet čas za moj ponedeljkov video. To je video, ki ga dam vsak ponedeljek ven, zato da vam pomagam čez tedni z hitrejšimi napotki, koraki, zato da stvari naredite tako, kot si vi želite. Današnji video je pa nastal kot posledica velikih in mnogih mailov, ki sem jih ta teden dobil od punc. In veliko punc mi je pisal mail za vsebino: Joj, Mihael, vem, da sem punca, ampak ali lahko tudi jaz pridem 8.12. v Smeltane predstavitev tvoje nove knjige za moške. Za vse tiste, ki ne veste, letos sem napisal knjigo za moške z naslovom Heroj karizmatične prihodnosti in vsako leto ob izidu knjige v Smeltu v Ljubljani naredim ogromno predstavitev, na kateri ta knjiga izide. In letos je tematika moški, knjiga je napisana za moške. In punce so se ustrašile, da pa one niso vabljene, zaradi tega, ker so punce, ne? In so mi punce pisale: Joj, vajne predstavitve s Kristi so res fantastične, a lahko tudi jaz pridem, vse vljubim, da bom tam čisto potihem sedela in gledala. In sem se odločil, da posnamem video, zato da vas povabim, tudi punce, na to predstavitev heroja, zaradi tega, ker tudi punce ste herojke, tudi punce imate vse zadnji del moškega aspekta in tudi Fantje rabimo vse punce. Fantje smo lažje heroji, če imamo vse punce, ko so herojke. In ja, odgovor je da, ta predstavitev je namenjena tudi puncam, predvsem puncam, ki želijo imeti heroje v svojem življenju in predvsem puncam, ki želijo postati pogumne, močne, tako kot so heroji. Pa sem pa začel razmišljati, zakaj punce tako razmišljajo, ne? Zakaj se toliko puncev vprašali, ali so vabljene na neko takšno fantastično predstavitev, kot bo moja 8.12. In sem gotovil, da ima mnogo punc nek vzorec delovanja. Vzorec delovanja, ki se zelo močno razlikuje od moškega vzorca delovanja. In ta vzorec je: ko fant hoče nekam iti, gre. Pač fant se ne sprašuje, ali je povabljen ali ni povabljen. Če hoče nekam iti, gre. Pa je to kosilo pri tašči, ali je to rojstni dan od kolega, kolegice, ali pa to neka predstava v gledališču, pač fant gre. Fant se ne sprašuje, kdo ga gleda, kak je oblečen. Če hoče on nekam iti, je tam. Pri puncah je pa drugače. Punce pa velikokrat se sprašujejo: Joj, ne vem, a bi šla ali ne bi šla, a bo tam kdo poznan, a ga ne poznam. A sem bila sploh povabljena, a je tvoj prijatelj rekel, da lahko pridem s tabo? Koga briga? Koga briga, a so te povabili, ali te niso povabili, ali se spodobi, da se tam, ali se ne spodobi, da si tam. Če te paše, če te všeč, pojdi. Zakaj bi se rabilo obremenjevati, a te eni ljudje hočejo tam? Punce se prevečkrat sekirate za druge ljudi, prevečkrat hočete biti prijazne, spoštljive, uglajene, prevečkrat želite delovati tako, da bi vsem ugajale. In čas je, da se tudi punce zavihate rokave, stisnete svoje prsne in trebušne mišice, zravnate hrbtenico in greste točno tega, kamor želite. In če to pomeni, da to predstavitev knjige za moške, ali pa moška slačilnica. Zakaj sem vam zdaj to rekel? Zadnji so bila s Kristi v fitnessu in v tem fitnessu imajo punce svojo slačilnico, fantje imamo svojo slačilnico in sem rabil pač Kristi neki nest in sem pač uletel v žensko slačilnico. Sej ne bo zdaj dobenega kapče, bom jaz noter uletel, ne? In se sploh nisem spraševal, a lahko grem tja, ne smem iti tja, pač rabo sem iti tja in sem šel. In to bi rad, da začnete tudi punce na tak način delovati, da niste toliko obremenjene, da ste dovolj drzne, da če hočete nekaj narediti, pač to naredite. Dovolj je prestrašenega obdobja, ko so punce spraševale za dovoljenje in so punce iskale svoje mesto. A veste, kje je vaše mesto, punce? Veš, kje je tvoje mesto? Tvoje mesto je točno tam, kjer si ga boš vzela, da je. In če bo tvoje mesto, če boš hotela biti 8.12. na heroju, boš 8.12. na predstavitvi mojega heroja. Zakaj? Zato, ker si zaslužiš, ker si odrasla, ker ne rabiš nobeno računo polagati. Kje boš, zakaj boš, kako dolgo boš in s kom boš. In svetujem ti, da si kot samozavestna ženska ustvariš takšno življenje, ker takšno življenje ti bo dal svobodo. Svobodo, da boš izkušala v njemu tisto, kar si sama želiš, svobodo, da boš lahko ustvarila tisto, kar si želiš in svobodo, da boš doživljala življenje tako, kot si želiš. Tako da, jaz sem vedno deloval v življenju tako, če mi nekdo nekaj prepovedal ali pomijil, sem za nalašč to naredil. Za nalašč zaradi tega, ker sem hotel zrušiti mejo, ker sem hotel zrušiti pravilo in sem hotel pokazati, da mene nihče ne more uloviti oziroma ujeti, da mi nihče ne more dati lisic na roke.
In to svetujem tudi tebi. In če boš dovolila, da tvoja notranja ženska začne izbirati lokacije in destinacije in ljudi, kjer bi se rada zadrževala in družila, verjamem, potem bojo te destinacije in te lokacije čist drugačne, kot pa tiste, katere zdaj mogoče zbira pridna punčka v tebi. A poznaš tisti pregovor, ne? Pridne punčke pridajo daleč, poredna pa povsod. Jaz ne pravim, da zdaj bod poredna, pravim pa, da malo drznosti, malo ščepca predrznosti in akcije te lahko pripelje zelo daleč. Tako da ja, če je knjiga za moške, iz inata prid na heroja. Iz inata bo 8.12. pripelj prijateljce v Smelta in bomo začeli čudovit december na fantastičen način. In verjamem, to bo večer, ko ga ne boš nikoli v življenju pozabila. To bo večer, ko se bo prebudil tvoj notranji heroj. To bo večer, ko boš ti videla, kaj ti pogrešaš v življenju, pri sebi in pri drugih. In to bo večer, ko lahko tvoja notranja herojka zraste, zacveti in enkrat za vselej preseka z pravilom pridne punčke. To se pravi, 8.12. je eden izmed tvojih testov. Pridi na brezplačno predstavitev heroja v Smelta, videla boš, kaj lahko naredi fant, ki je v svoji energiji, in videla boš, kaj lahko naredi ženska, ki je v svoji energiji. Tako da, več informacij najdeš na spletni strani www.potovanjeduse.si. Želim ti fantastičen teden in se vidimo kmalu. Čau!